Dobro večer, spoštovane in spoštovani. Nova izdaja svetovalnih pogovornih oddaj, ki jih pripravljamo v sodelovanju z gibanjem Aktivno srce na kvadrat. Tokrat bom z mojima izjemnima gostoma prepletal in iskal odgovore o zdravljenju, upanju in notranji moči, pa še kaj se bo našlo. Naj predstavim izjemna gosta, Živan Krevelj, zdravnik homeopat. Dobro večer in dobrodošli. In pa z nami tudi Boris Vene, ustanovitelj gibanja Aktivno srce na kvadrat. Dobro večer in dobrodošli tudi vi. Dobro večer, hvala za vabilo. Uvodoma, spoštovana gosta, za boljše razumevanje bi bil jaz vesel, če lahko razčlenimo ta trikotnik, ki je nekakšna sestavljenka te moje uvodne misli, in sicer zdravljenje, upanje in notranja moč. Kako in sploh ali na kakšen način so povezani, pa bi dr. Krevelj vi mogoče štartal. Ja, brez enega, ni drugega, ni tretjega. Vse je povezano. Do zdravitve ne pride, če ni upanja in seveda tudi, če ni notranje moči. Treba je imeti vero v to, da se boš pozdravil, ne? In to je osnova uspešnega zdravljenja. Boris Vene, ta vera vas je v življenju kar nekajkrat rešila, ne? Ja, tle je še bolj pomemben, kar se mene tiče, ko si hudo bolan, vse smo že govorili, da sem imel pač raka po celem telesu, da sem imel samo še nekaj ur življenja, sploh zaradi tumorja v glavi. Tukaj je najbolj pomemben razlog, zakaj želi živeti. Ko sem imel prvo diagnozo, to je bilo že 2-3, oziroma več njih, karcinom, maligni melanom, takrat sem se odločil, zakaj hočem živeti, je bilo osnovno vprašanje, sem se odločil, da želim videti otroka zdrav odrast. Otroka, se pravi, hčera je bila 13 let stara, sin je bil 9. Ko sem 18 let kasneje še veliko izbolel, sem imel pa že vnuka in sem rekel, vnuk me rabi, želim zdrav, da ga vidim odrast. In takrat se je dobesedno, seveda s pomočjo klasične medicine in alternativne medicine in še nekaterih drugih nivojev zgodil čudež in iz diagnoze, ker je mečkaj manjkalo, no, da ta tumor, ki je bil zatekline cirka 3 cm velik v desnem možganskem režnju, da ni že pritisnil, vemo kam, ne. In takrat, če to ti boš povedal, ne, možganska opna, ne. In če bi pritisnil, to je vsak moment lahko konec, ne. Potem v bistvu sem imel takrat še maligni melanom, ne samo v glavi, sem imel na pljučih, sem imel v jetrih, sem imel na kosteh in glede na to, da zadnjih 20 let s svojimi izkušnjami nekje pomagam hudo bolnim rakovim pacientom, to je tudi ena od stvari Aktivnega srca na kvadrat. Ko to prestopaš, to mejo, ta vera, upanje in zaupanje v življenje, potem se začnejo čudeži dogajati. Ampak, kot je sveti Avguštin rekel, čudeži niso v nasprotju z naravo, ampak v nasprotju s tem, kar mi o naravi vemo. Doktor Krevelj, preden se malo dotaknemo vaše izobraževalne poti, ki je izjemno nenavadna in zanimiva, bi se ustavil pri temle vprašanju, ki ga je ravnokar izrekel Boris, ne? Zakaj želim živeti, zakaj želim uspeti? Verjetno pacienti, s katerimi se vi v vaši dolgoletni bogati karieri srečujete, se tudi ukvarjajo skupaj z vami s tem vprašanjem, ne? Seveda. Tukaj sta dva pola, ne, pa seveda vsi vmes. Eni so taki, ki pridejo in verjamejo v to, da boš ti vse za njih naredil. Takih se ne veselimo preveč. Ne? Na drugem polu so pa tisti, ki želijo samo tisto začetno iskro in mogoče malo podpore, da potem sami opravijo, kar je treba narediti. In ko takega zagledamo, bi rekel, se nam nasmeji, ker vemo, da bo uspeh. Uspeh ne more izostati, če imaš takega človeka. Ravno tako, kot je Boris s to izjemno notranjo močjo in vero in motivacijo premagal praktično nemogoče, ne, se da dejansko praktično vse pozdraviti, ne. Samo obstajati mora ta močna vera, no, in seveda tudi razlog, ki je seveda najbolj pomemben, kot si omenil, ne,
razlog, zakaj želim živeti. Ne. To je, če ni motivacije, če praktično izgubimo vso voljo do življenja, ni veliko možnosti. Ne. Torej, zelo pomembno je, da verjameš in zaupaš v stvari. Točno tako. Vi ste zelo zgodaj verjeli, da obstaja druga pot in ta izobraževalna pot je pri vas zelo nenavadna in zanimiva. Klasična medicina, potem biologija, vi ste diplomirani biolog, dvoletni študij na Kitajskem. Še posebej zanimivo je pa šolanje v Veliki Britaniji. Ne? Že kot osnovnošolec ste odšli. Zdaj pa vi nadaljujte. Ja, če ne bi odšel, bi verjetno zelo hitro propadel, ker sem bil v 5. razredu že zadosten, pač velik upornik po naravi. Ne? In nekako sem se upiral temu načinu šolstva, ki je takrat obstajal. Moja mama je drugače Angležinja, v angleščini nisem imel nikoli več kot 3. In bi rekel, vedno nisem mogel verjeti, da so se mi te krivice dogajale. Ne? Jaz sem pač tak tip človeka, če se mi krivice dogajajo, grem pač v nek upor. In seveda iz leta v leto začel sem kot ličnjak v 1. razredu, ki je bila zelo fajn učiteljica. Z leta v leto je šel na slabš, tako da ko sem bil v 5. je bila res kriza in smo mogli razmisliti. In moja dva starša sta bila pač na srečo tako široka, da sta našla to šolo v Angliji in da se je ta možnost odprla. Ampak to ni bila čisto, da rečem tako, navadna šola. To je bil zelo specifičen program, ne? To je res. To šolo je ustanovil Jiddu Krishnamurti, ki smo ga mi, moj oče je pač vse, kar je zaslužil, smo pač letno dali za to, da smo potem lahko za 3 tedne šli v Švico ga poslušati, ko je imel javne govore. In moram reči, da to so bili res izjemni dogodki, čeprav jaz kot majhen otrok nisem veliko razumel, čutil pa sem to moč, ki je prihajala skozi njega. Ne? In potem se spomnim tudi njegovega, prvič, ko sem ga užival, ko smo se mi v bistvu pripeljali s tem fičetom, ki smo ga imeli, do hiše, ki so jo imeli najeto v Gstadu v Švici. Se spomnim, ko smo moja starša, on pa jaz sedeli v eni taki zelo svetli sobi. Nikoli ne morem pozabiti te izjemne, kako bi rekel, sreče, ki je bila v tej sobi. Tako, on je seval neko srečo in to je nekaj, kar ne moreš ponarediti. Ne? Nobene besede ne more tega prenesti, to je nekaj, kar je ali pa ni. In tega nisem potem nikoli več srečal pri nikomer. No? On je to imel in moram reči, da sem imel res izjemno srečo, da sem lahko šel v to šolo, ker je bila res nekaj posebnega na deželi v Angliji, tako v enem starem dvorcu. Vse, kar si lahko en otrok želi za en normalen razvoj, ker seveda razvoj ni samo akademsko učenje, ne, to vemo. In v tej šoli je bilo tudi še kaj drugega kot akademski del. Ne. Tam ste končali tudi srednjo šolo, Ja. ne? Ja. In potem se je bilo treba odločiti, ne? Ja, potem pa tako, jaz sem sicer imel nek notranji čut, me je vodil to, da bi postal zdravnik. Imel sem eno čudovito urugvajsko učiteljico, ki je bila tudi zdravnica, nas je učila o biologiji človeka in to me je fasciniralo. In takrat sem nekako dobil to idejo, da bi bilo to nekaj zame. Sta bila pa starša seveda starejša in sta rekla, mogoče boš, če greš na biologijo, boš vsaj prej do poklica prišel in tako naprej. No, v tistem času, ko sem bil v Brockwoolu v Angliji, sem pa gledal oddajo Felixa Greena, enega od angleških maoistov, je bil pa drugač novinar in je bil povabljen na Kitajsko, ga je Joe Enlai ga je povabil in je, no zanimivo, ne, njegova žena je pa v tej šoli delala, ne, v naši šoli. In moram reči, da me je fasciniralo, ko sem videl dokumentarce o tem, kako so operirali ljudi z akupunkturno analgezijo. Ne. To se mi je zdelo fascinantno. In je zanimivo, kako je potem tudi do tega prišlo, da po študiju biologije se je tudi odprla možnost, da sem šel lahko v Chengdu, ki je pobrateno mesto z Ljubljano. Ne. Mi je pomagal profesor Sušnik s Prevalj, bil tako dober, da je to varianto mi odprl in
res življenje na Kitajskem leta 85 je bilo res zanimivo. In v bistvu tam ste nekako se spoznali s to kitajsko, staro kitajsko vedo, Tako. filozofijo, načinom življenja. Ja. V bistvu študiral sem v koledžu za tradicionalno kitajsko medicino, sem dosti ugleden koledž je to na Kitajskem in ja, zelo lepo so me sprejeli, kitajski ljudje so zelo prijazni, moram reči, ko jih enkrat malo spoznaš. In tudi kitajski pacienti, s katerimi smo delali na kliniki, so, ne glede na to, da sem bil pač belc in mlad in tako naprej, so se mi pustili pikati, čeprav verjamem, da je kakšnega kar fajn zabolel, ker še nismo bili najbolj verzirani, ne. Ampak ja, zelo zanimivo obdobje, res. Ampak potem vas je v bistvu ta žilica povezana z zdravstvom gnala pa naprej, ne? Ja. Potem sem rekel, ja, če želim biti zdravnik, je dobro, da tudi študiram medicino, ne, in sem se potem upisal na medicino. Ampak akupunktura me nekako ni zadovoljila dokončno, no. Iskal sem naprej in moram reči, da sem našel nekaj, to je homeopatija, ki je pa za mene saj za dimenzijo močnejša od akupunkture. Saj z njo lahko zdraviš praktično od duševnih motenj do fizičnih motenj in tako naprej. In je res izjemno potentna. Čist en tak presenetljiv primer, ne, kako to lahko določena duševna stanja spremeni. Je bil en otrok lani, je mama malo pojamrala, da zdaj začel pa iz njene denarnice denar ven jemati, ne. In sem šel malo pogledati in sem izbral eno drugačno zdravilo. Takoj se je to nehalo. Nekaj, kar ne bi nikoli pričakoval, da se to lahko tako spremeni, nehal je imeti denar. Banalna zadeva, ne? Ampak to samo kaže na to, kako potentna so ta naša homeopatska zdravila in kako lahko rečem, da vsakodnevno, ko delam z svojimi bolniki, da uživam v tem, ne? No, ravno fino istočnico ste dal, da vas vprašam, da bo mogoče malo bolj razumljivo za vse, ki nas v tem trenutku spremljajo. Homeopatska zdravila obstajajo v različnih oblikah, ne, bodisi roglica, kapljice in so, kot ste že vi omenili, različnih potenc, ne. Jaz sem zdaj takoj pomislil na matematiko, na kakšen šah in tako naprej. Pa bi bilo zelo fino, če nam malce razložite, kaj to sploh pomeni. Ja, se vem. No, že moj oče je imel ta zdravila in sem jaz zdaj te mehne kroglice, to je zrak, to ni nič. Tako sem nekako razmišljal kot otrok, ne. Majčkena kroglica, to ja ne morem nič narediti, ne. No in zanimivo je to, ta pojem potence v homeopatiji, ne. Ker izhodiščne snovi so pač bodisi iz rastlinskega porekla, mineralnega in tako dalje. In to so pač neki koncentrati, ne. In koncentrat ima pač tako neko, bi rekel, neko učinka, kar ga ima recimo kakšni izvleček rastlinski, vsi vemo, kakšni učinki so to. Medtem ko homeopatska, bi rekel, ta postopek priprave naših zdravil je tak, ne, da se pravzaprav to stroji delajo serijsko rečito. Ampak na vsaki stopni razredčitve je pa ključen element, to pa je tresenje. Na nek način se ta raztopina spremeni in postaja bolj potentna. Se pravi, to je seveda skregano s kemijo, ne, da bolj, ko je razredčeno nekaj, da postaje močnejše, ampak dejansko v praksi vidimo, da to res. Moč teh višjih potenc, ne, mi uporabljamo take, kjer zagotovo ene molekule izhodiščne snovi ni več not, ker je to tako razredčeno, ampak moč na organizem je pa izjemna. Prišla mi na misel eno vprašanje, ki ga bom zdaj vam zastavil malce v prispodobi, ne. Vi se s homeopatijo ukvarjate že 33 let, že zelo intenzivno. In zdaj v prispodobi je pa vprašanje naslednje, ne. Vaš strokovni jaz, torej dr. Živan Krevelj in veda, ki ste ji posvetili svojo poklicno pot, se še spoznavata ali ni skrivnosti? Ja, moram reči, da se še vedno spoznavam in zato je čar delati s tem, ne? Ker vedno znova so primeri in vedno znova kaj novega spoznaš in nikoli ne prideš do tega, da bi postal cinik
da bi se nekako naveličal tega dela, vedno je nekaj novega in je tako kot v življenju. Ne? Če imaš odprte oči, lahko vedno nekaj novega spoznaš. Enako bi rekel, je v tej naši zelo lepi vedi, ker lepota te vede je ne, da je samo gleda na telo holistično, ne? Se pravi povezavo, bi rekel, uma, duševnosti in bolj fizičnih ravni, ampak dejansko ta zdravila tudi delujejo na vse te ravni. In še to, ne, če je želodec okvarjen, pa imamo mogoče še revmatične bolečine, pa migrene in tako naprej, v naši medicini bo gastroenterolog pogledal želodec, drug bo pogledal glavo, tretji pa kaj drugega, ne, revmatolog pa sklepe in tako naprej. Ampak to je vse povezano. Vse v telesu je povezano. In če zdraviš pravilno s homeopatijo, se tudi na vseh teh ravneh začnejo spremembe na boljše. In to je čar. Ne rabiš, da je eno zdravilo za migrene, enega za želodec, enega pa za sklepe. Ne. Naša naloga je določiti zdravilo, ki najbolj ustreza celoti in potem s tem zdravilom usmerjati bolnika proti zdravju. Ne? Torej ta celostni pristop. Ne? Ja, tako. Ampak to ni samo pristop, ampak je tudi učinek. To je lepota tega. Ne? V naših oddajah, Boris, vedno tukaj povemo tudi iz prakse, izkušnje. Ne? In meni je prišlo na uho, da bom mogoče nekaj izdal, potrdil, ali pa tudi ne, da tudi vi uporabljate homeopatska zdravila, imam prav? Absolutno. S homeopatskimi zdravili sem se srečal leta 1996 v Puta Partiju, v Ašramu pri Sai Babi. Tam je bil doktor Agarwal, ki je s tem delal. Znam. Poznaš? Poznam ime, ja. A res? Ja. Ok. Ti misliš, še govorila, pa zdaj temu za nazaj, za napod, ne? Evo, čar naše oddaje, odkrili smo spet nekaj novega. No in takrat si bil zelo lepo razložen, kako ima vsak organ na svojo frekvenco in potem skozi naš napačen način življenja ta organ pade iz te frekvence ven in ko ti vzameš ta sladkorček, ki ima določeno frekvenco, ta frekvenca v bistvu spet narekovaju spomne ta organ, katera je njegova tista prava frekvenca. Tako da jaz v bistvu jemljem že dolga leta, homeopatsko zdravilo, ki ni zdravilo, pa je zdravilo, šislarijev sol, magnezij, ker to moje telo zelo rabi in kar se tiče frekvenc, čeprav pač zdaj, če bi šli v strokovno debato, rabaš potem še drug magnezij kot športnik in tako naprej. Ampak ja, res je. Poznam te stvari, uporabljam. Pa še v bistvu tako imam enega zelo dobrega prijatelja, v bistvu oba ga imava, Miha Hribernika. In Miha, vrhunski terapevt, njegov oče je bil prvi zdravnik klasične medicine, ki je začel s homeopatijo v Sloveniji. Tako da so meni te stvari, tako bom rekel, zelo v bistvu blizu. Pa če je že bilo, da je vedeževalka povedala, da jaz to poznam, bom povedal še nekaj, kar mogoče pa zdaj pred prazniki bo mogoče za marsikoga malo tako na robu. Omenil bom dr. Jana Stevensona, zdravnika, psihiatra, zelo ugledna osebnost. On je raziskal nešteto primerov inkarnacije. Inkarnacija pa za tiste, ki ne poznajo, pomeni, da v bistvu duša potuje in menja telo. In jaz sem za sebe že zadnjih, da zaupam to, kar nisem še javno govoril, če smo že glih pri temu, zadnjih 20 let sem zelo videval enega zdravnika, ki je zdrav v času pandemije, se pravi, govorimo kakšno stoletje nazaj, in imel je 2 otroka in te 2 otroka sta mu umrla. Je pa dosti drugim pomagal in to ga je strl in potem dejansko ga je ta bolečina pokopala in zapustil svojo ženo. In ko sem imel Abrahama, sem bil star 50 let, sem to videval. Te slike so mi prihajale 20 let že pred tem. In potem je moja žena, ko je na Keplerjem inštitutu diplomirala astrologijo, njena mentorica je bila tudi zdravnica,
in je žena, zdaj me mrazi. Smo že velikokrat pojasnili, kaj pomeni, če mrazi, pa bodimo kratko, da govoriš srcem. Pustimo zdaj znanost. In mi je dala od svoje mentorice, da mi za Abrahama naredi astrološko karto. In sva bila preko Zooma in je začela. V prejšnjem življenju si bil zdravnik, bila je pandemija, imel si 2 otroka in ta otroka jima nisi mogel pomagati, to te je strl in tako naprej. To nič posebenega. Ampak tisto, kar je povedala, je bilo posebno. Jaz sem to videl, kar mi je ona potrdila in kar sem moje astrološki karti tudi vidi, ne? Ker astrologija je znanost čista, ne? Pitagor je znal delo, oče matematike in podobni. Jung recimo, psihiater znan po Freudu, ne? Freudov učenec. Tisto, kar je bilo pa bistveno, je rekla, veš, in na ta planet, v to inkarnacijo si prinesel spomin, da ti bo zmanjkalo časa. Je rekla, da me spet mrazi celega, je rekla, ampak ne skrbi. Tokrat boš imel časa dovolj. In ena od najbolj šokantnih stvari, ko jaz ljudi vprašam, tudi Živana je to šokirala, koliko časa planiraš živeti? In to je rekel človek, ki je imel samo še par ur življenja. In ponavadi odgovor, veš, o tem pa nisem razmišljal. Ampak to je izjemno pomembno vprašanje. Zakaj? Ker ti potem narediš tako imenovan reverse engineering. Obraten proces uspeha. Se pravi, če se ti odločil, se zmišljujem, da boš živel 100 let, potem že danes razmišljaš, ker imaš jasno vizijo, jasen cilj, razmišljaš, kaj boš s svojim telesom kot templom duše počel. In ker je bila danes Kitajska omenjena, sem tudi namerno tako napravljen, ker kitajsko starodavno znanje zelo poznam, ker sem študiral, tako kot tudi večina ljudi ne ve, da oče matematike, Pitagora, so se na poti pogovarjali, je imel svojo starodavno skrivno šolo misterijev. In v to šolo misterijev si bil lahko samo povabljen, nisi se mogel vpisati. No, tako da ta izziv sem zdaj sprejel in ga vrnil. Tako da sem povedal še veliko globih stvari, ker mislim, da po tokah oddajah pa so se že malo na nas navadili, da nismo glih tisti standardni, da smo malo izvenserijski, ne. In všeč nam je to, ne. Odlično, hvala lepa za to izkušnjo, ki ste jo delili z nami, ker je zelo lepo izhodišče, da bomo na vse to, kar ste, Boris, povedali, bo pa sedaj dr. Živan Krevelj lahko pokomentiral z drugega zornega kota in bomo videli, morda bo pa nekaj negiral, ne, se je naša oddaja so odprte tudi za to. Namreč Pa boš upeš nazaj. Želel bi zapeljati na tole stran. Odgovornost, meja med medicino in homopatijo. Ne. Mogoče je Boris povedal neke stvari, ki se bodo recimo kakšnemu gledalcu zdele skoraj malo znanstvena fantastika, pa nič narobe. Ampak vi, glede na to, da ste vrhunski zdravniki in homeopat, poznate obe paradigmi, ne? Obe strani. Ali lahko sobivata klasična medicina in homeopatija skupaj? Jaz bi rekel, klasična medicina ti daje seveda en nabor znanj, ki so pač tudi potrebne, ne? Potrebno poznati anatomijo, fiziologijo, bolezenske procese, bolezni in tako naprej, ne? Pa diagnostiko v končni fazi. Pa tudi to, ja. To vse zelo prav pride, da ne rečem, seveda kirurgija je pa vse bolj svetovna, ne? Kaj vse že obvlada, to je izjemno. Tako da vsekakor ima uradna medicina svojo vlogo, ne? Mi, ki se sicer ukvarjamo s homeopatijo, pa verjamemo, ne, da je zelo dobra pomoč tudi homeopatija, kajti homeopatija je sposobna funkcionalna stanja, ali pa tudi že bolj materialna, spremeniti. To pomeni, da smo sposobni kronične bolezni, s katero pa ima uradna medicina kar veliko težav, ponavadi zna samo nadzirati, recimo tlak zbijati, če je premalo določenega hormona, zna dodajati in tako naprej. Ne zna pa recimo ščitnice, ki premalo dela, okrepiti, da potem sama lahko izvaja svojo funkcijo brez dodatka, ne. Tega naša medicina ne zna, nažalost, ne. Zato, ker je pač medicina je pač prevzelo področje farmakologije, ne, in farmacevtskih proizvodov že od Rockefellerja naprej, čeprav J.D. Rockefeller
kot velik magnat v Ameriki, ta družina je bogatela z naftno industrijo. In konec 19. stoletja je imel svojega zdravnika homeopata, je bil pa tisti, ki je financiral Flexnerjevo raziskavo, ki je pa potem seveda uničila homeopatijo v Ameriki, ker marsikdo ne ve tega, da je bila homeopatija v Ameriki v 19. stoletju zelo velika. To je bilo 100 homeopatskih bolnišnic. To je bilo veliko medicinskih šol, ki so bile samo homeopatske. In zelo je bila priljubljena med ljudeh, zato ker v tistem času so vladale epidemične infekcijske bolezni, ki so bile zelo nevarne in marsikdo je umrl. Homeopatska zdravila so pa tako potentna, da praktično ta dobri homeopatski zdravniki niso imeli mrtvih. So statistike, vse je objavljeno, vse se da dobiti, vse je v knjigah. Ne? In celo v Sloveniji Prešernov sodobnik Matej Faust Gradišek iz Šmartnega pod Šmarno goro. Kulturno društvo njihovo iz Šmartnega je objavilo zelo lep biografsko knjigo o tem zdravniku in on je bil tudi prior usmiljenih bratov. Statistika njegovega zdravljenja iz leta 1836, ko je vladala epidemija kolere v Srednji Evropi, imel je 220 bolnikov, izgubil jih je samo 5. Zdravil jih je pa izključno s homeopatijo. Ja. Tako da marsikdo si predstavlja, da homeopatska zdravila zdravijo prehladke pa kakšne blažje zadeve. Ne, homeopatska zdravila so sposobna zdraviti najtežje bolezni in to zelo uspešno. Omenili ste prehladke. Sedaj tale zimsko obdobje je ravno, rekel, pravšnje za te stvari. Kakšen koristen nasvet mogoče? No, seveda, z vidika uradne medicine je to, gre za viroze. Mi, ki gledamo na drugačen način, vidimo, da je to pač posledica tega, da nismo usklajeni energetsko z letnim časom. V zimskem času že živali bolj počivajo in več spijo in tako naprej. Mi pa mislimo, da moramo biti aktivni praktično, kaj pa vem, 15 ur na dan, na polno. Telo rabi več počitka po zimi. Seveda, vsi smo na poživilih, no, nismo, ampak jaz nisem, ti verjetno tudi nisi, ne? Ker poživila... Kaj jemlješ kot poživilo? To je pa res. To je pa res. Mislim, na kofein. Moje poživilo je, da sem zaljubljen v življenje. To je pravo poživilo. To je pravo poživilo. Ja. Medtem ko ta črni strup, ki ga radi pijemo, ne? To pa ni pravo poživilo. To je v bistvu nekaj, kar te na nek način umetno malo vzdraži, ti pa jemlje energijo dodatno še. Ne? In seveda pridemo s tem vse bolj napeto stanje in ravno tako kot goba, ki jo stisneš, iz gobe gre voda ven, iz telesa gre pa energija ven, ko smo napeti. Ne? Zato je treba ta način življenja prilagoditi letnemu času. In če to počnemo, če dovolj spimo, če se dovolj fizično naprezamo, če imamo lepe odnose z ljudmi, se smo veseli, se smejemo in tako naprej, ni nobenega razloga za to, da bi zelo veliko zbolevali. To pa ne pomeni, da občasno kakšno stanje, kot mu celo rečemo gripa ali karkoli, da to ni koristno. To je v bistvu servis za organizem. Ker ena stvar, ki jo jaz opažam v svoji praksi in tudi stari mojstri, homeopatski zdravniki so to opazili, da tisti, ki tega nimajo, so pa kandidati za bolj resne bolezni, kot so recimo rak. Ne? Če slišimo nekoga na prvem obisku, da on pa nikoli ne zboli, že 20 let nima prehlada, takoj me pred rami, je to alarm, je rdeča luč in vem, da je nekaj narobe. Kako homeopatska zdravila deluje na človeka? No, to je vprašanje, ki je zelo zanimivo in s katerim se že dolgo ukvarjamo. Bi rekel, znanstvene razlage še ni. Moj osebni občutek je, da gre za informacijo v elektromagnetni obliki. To pomeni, da pri tem, ko se serijsko reči in trese, da se na nek način elektromagnetne lastnosti te raztopine spremenijo in to je informacija, ki ima izrazito močen učinek na telo. Ne? Za koga so primerna?
Vse starosti ali kakšne omejitve? Moj najmlajši je mogoče 5 dni star, najstarejša je bila 103 leta. Tako da praktično vsi so primerni za to zdravljenje. Seveda, so določena stanja, kjer vemo, da ni enostavno in ne smemo preveč, kako bi rekel, zavajati ljudi s tem, da je to enostavno pozdraviti. Nikomur pa ne jemljemo volje in motivacije do tega, da bi se mu stanje spremenilo. Ne? Če pride k meni rakov bolnik, pa vem, da je stanje zelo resno, ne bom nikoli rekel, da je to brezizhodno. Kajti tukaj imamo živ primer tega, kaj pomeni brezizhodnost. Pomeni izhod in verjetno, kot ga jaz poznam, je to 120 let. Še vsaj 60 let je pred tabo, ne? Pa sem jih na polovico. Ne? Tako. Dobra napoved, koliko vdaj nas še čaka? Ja. Sam ne vem, da bom na tem stolu sedel. Ja, valjda bo 120, v redu. boja podelila znanje. No, v redu, dogovorjeno. Doktor Živan Krevelj, je pa res, da v Sloveniji še dolgo nazaj ni bilo tako enostavno, recimo, javno reči, jaz sem pa zdravnik, imam ta in ta znanja in homeopatija je veda, s katero sem učinkovit, sem ponosen, da to delam. Dolgo časa je bila Slovenija praktično edina država v Evropi, ker je bila prepovedana homeopatija. Kako je danes? Na vides je dosti boljše, ampak to je zgolj na vides. Zato, ker po eni strani so homeopatska zdravila zdaj že v lekarnah in to je predvsem kriva evropska zakonodaja, ki je pač zahtevala, da se to vnese v lokalno zakonodajo, se pravi v zakonu o zdravilih so homeopatska zdravila vnešena kot zdravila. To niso pripravki, kot so včasih govorili, to so zdravila in homeopatska zdravila so zdravila. Po drugi strani je pa tako, če si zdravnik, bi moral narediti zdravilsko licenco, da bi lahko uradno zdravil. Tako da jaz lahko samo homeopatsko svetujem, uradno. Tako je stanje. Ja. Po vašem mnenju, mogoče se Boris tudi ti s kakšno zanimivo frekvenčnim prebliskom vključaš v odgovor, ta zgodovinski odpor do homeopatije pri nas, kje so vzroki, da je temu tako? Jaz bi rekel, da to je praktično indoktrinacija že od začetka, že v šolah, potem seveda med študijem. In ja, to ni v bistvu znanstven pristop k stvari. Ne? Še nobeden, ki nas je kritiziral, si ni vzel toliko časa, da bi raziskal, a to res deluje ali ne deluje. Ne? Lahko se delajo norca iz tega, da v tej raztopini nič ni, niso pa pripravljeni tega niča niti poskusiti. Tako da bi rekel, da tukaj šepa nek pravi znanstveni pristop. Če pa vemo, kako družba deluje, pa vemo, da ga ni zato, ker ni podpore. Taka stvar pride lahko in se vklopi v družbo samo, če je neka konkretna materialna podpora v to smer. Boris Vine, vi ste že nekajkrat v teh pogovornih oddajah dejali, da se stvari lotevate zelo znanstvenim pristopom in z različnimi preizkušnjami, bodisi vaše bogate izkušnje, pa tudi ostale izobraževanja in vse, kar ste spoznavali v svojem življenju. Me pa zdaj zanima nekaj drugega. Ne? Vedno je zanimivo slišati, to nam je prej malo ostalo, kako pride do tega, da nek gost, danes v tem primeru dr. Živan Krevelj, skupaj z vami v studiu vašega kanala? Dobro vprašanje. Ja, vedno je potem vprašanje v smislu, kje sta se vidva spoznala. Povezala mogoče in tako. In sedaj je odvisno od stopnje zavedanja posameznika, kako bom jaz odgovoril. In če odgovorim najgloblje, midva sta se nekoč nekje izven prostora, izven časa dogovorila, se ponovno srečava. In sva recimo rekla, da ti boš zdravnik, ti boš imel aktivno srce in kot po naključju se vas poznala. Čeprav danes, ko sva se pogovarjala, je Živan rekel, da me je že videl že pred desetletji, ki sem bil takrat zelo, ko so pač najne knjižne uspešnice z Nikom, soavtorjem,
prišle ven, sva bila pač gosta na vseh najbolj odmevnih oddajah, recimo takrat je bil TV Tednik zelo odmeven, ko so imeli 700 000 gledalcev v živo, ravno o tem so se pogovarjala. In dejansko nisem mogel nikamor več iti, da me ljudje ne prepoznavali, da me ne po bistvu spraševali karkoli, ne. Prvi naslov prve knjige je bilo iz Dnevnika milijonarja Ali bogastvo je v nas. In sicer, zakaj na eni strani denar, na drugi strani pa bogastvo je v nas. Ker takrat so ljudje razmišljali, tako kot razmišljajo še danes, da če imaš veliko denarja, si pokvarjen, če ga pa nimaš, si pa verjetno duhoven. In ko je Avatar, utelešenje božanske zavesti, ali pa duhovni mojster, kakor pa želimo, spet odvisno od stopnje zavedanja posameznika, to knjigo v Indiji, saj je Baba podpisal, je to eksplodiralo po svetu. So ljudje, ki so največje eminence, kot recimo dr. Joe Vitale, The Secret, je bil toliko navdušen, da je postal najin založnik za cel svet. Recimo jaz sem bil povabljen kot prvi Slovenec na svetovno leadership konferenco, da sem predaval takrat ob najbolj znanih imenih na tem planetu, kot je bil afriški predsednik Mandela, kot je bil Richard Branson, Bill Gates, dr. Stephen Covey in tako naprej. Tako da kaj hočem povedati, ko smo govorili o znanosti oziroma vprašanju in duhovnosti, recimo, ko sem denar omenil, denar je zelo duhovna, denar je jasnoviden in denarnica ne laže. Se pravi, imaš ali pa nimaš. To je tisto, ko mal čudno rečem, ampak ženska je noseča ali pa ni noseča, ne more biti na pol noseča. To pravim, denarnica ne laže, imaš ali pa nimaš. In sedaj se zgovarjati z enim izgovorom ali drugim je brez veze. Ampak, tudi kar se tiče klasične medicine in alternativne medicine, mene zanima vedno in jaz vedno izbiram celostno medicino, holistično medicino. In tudi, ko sem pripeljal, ko sem bil hudo bolan, ko sem raziskoval šel, hvala Bogu, da sem bil finančno zelo uspešen, da sem šel lahko do najboljših zdravnikov na svetu ali pa zdravilcev ali pa psychic surgeon, ko bo prevedla to, psihični kirurg. Ja. In sem takrat potem se spraševal, ko sem na internetu iskal rešitev za sebe, govorimo o letu 2003, ki smo danes že enkrat omenili. Vsi na internetu govorijo, da 100% pozdravijo raka, da imajo zdravilo, ki 97% deluje, da ne naštevam. In takrat sem se spraševal, komu verjeti. Potem sem prišel do pravega odgovora. V kaj jaz verjamem, je tisto ključno vprašanje. In če se vrnem nazaj, verjamem v celostno medicino. Se pravi, za mene je fantastično, da je najprej človek študij klasične medicine zaključil in je zdravnik po izobrazbi, ki je potem to znanje začel nadgrajevati. In ko sem iskal za sebe, sem potem, ko sem rekel, komu verjeti, v kaj jaz verjamem, se pravi, verjel sem celostno medicino, verjel sem v reinkarnacijo, verjel sem v ekološko hrano in potem, ko sem se to vprašal, iz vseh koncev se pojavil dr. Gerson. To je bil pa zdravnik klasične medicine, ki je svoje znanje nadgradil z alternativno medicino. In on je bil toliko uspešen, napisal je knjigo 50 Cases, se pravi 50 primerov ljudi, ko so bili diagnosticirani, govorimo o začetku prejšnjega stoletja, z najhujšo obliko bolezni, in to so seveda tudi CT so pokazali, se pravi skeni, ne, in v bistvu te paciente prevzel in praktično vse pozdravil in to knjigo naredil in dokumentiral, jaz to knjigo imam doma. In ko sem dobil, me spet mrazi, ko sem dobil drugo knjigo, ki je spet prišla do mene, 60 Years of Proven Success, se pravi 60 let dokazanega uspeha, govorimo o boleznih. Sem rekel, to je to. In pravim, z vseh koncev mi je prišel dr. Gerson, a prej še nisem v bistvu nikoli slišal o njemu. In kar je najbolj fenomen, govorimo spet o stopni zavedanja posameznika, ko sem to nekje prišel, da to je pa za mene tisto zdravilo, celostna medicina. Govorimo o letu 2003.
Takrat je pa moj kolega Nik rekel, ki je tudi študiral, ki je tudi vse naredil, da bi se jaz pozdravil, je pa to knjigo imel doma. Se pravi, nisem rabil praktično nič razen z njemu se srečati, da sem se potem lahko tega lotil, potem sem šel seveda na kliniko, šel sem do Gersonovih, smo tudi spoznali, da se poznamo že z prejšnjih življenj, to so take zgodbe za kdaj drugič, ampak takrat se je marsikaj spremenilo v mojem življenju. In tudi recimo, večkrat dobim vprašanje, tako da verjamem, da se bo kakšna od gledalk ali pa gledalcev vprašal, ok, Boris, zdaj si omenil, da si bil v prejšnjem življenju zdravnik, omenil si, da 2-3 si hudo zbolel, nisem še omenil, 2-6 sem imel hudo operacijo na Onkološkem inštitutu. Ampak kako da si potem 18 let še hujš zbolel, kako to? To imam skoraj vedno vprašanje. In sedaj smo prišli pa na nivoje, v katerih danes verjete nam, ki danes govorili, ne? Jaz na kratko rečem, to je bil pa pospešek duše. Duša je tista, mi imamo 2 nivoja. Prvi nivo je osebnost, imamo jih v bistvu več, ampak če poenostavimo. Imamo čustveni, mentalni, duhovni, fizični in tako naprej, ampak tukaj res nam šli. In duša je takrat dala pospešek, ker ni poanta, kaj si moje osebno želi, kaj moji možgani želijo. Želijo boljši avto, boljšo izobrazbo, lepšo hišo, ne vem, karkoli na materialnem nivoju ali karkoli, boljši izgled, drugačno frizuro. Smo se kecali danes, ne? Ne, tako, ker recimo toliko je kompleksov na to temo, mi da so pa toliko vesela, ki je toliko praktična, ne, smo veseli, ne. V glavnem, in ta drugi nivo, duša je tista, ko ti da pospešek, da se določene stvari lahko zgodijo. In potem ti sproži recimo novo učenje, ker mi smo prišli na ta planet izkušati določene stvari, ampak kdaj več o tem drugič? Doktor Živan Krevelj, zdaj ste vi zelo pazljivo poslušali Borisa in seveda me pa zdaj zanima vaš komentar, vaša reakcija na tole povedano kot zdravnika in homeopata, diplomiranega biologa, človeka z ogromno izkušnjami. Ja, jaz bi rekel, da ne moramo gledati samo z teh ožjih vidikov, ampak življenje treba gledati širše. Ne? In Boris, tudi zaradi svojih bogatih življenjskih izkušenj, je že veliko tega izkusil in veliko tega spoznal. Ne? Tako da jaz mislim, da take ljudi je treba poslušati in se učiti od njih, ne? Ker življenje je, mislim, da naša vloga v tem življenju je, da se učimo do konca praktično. Ne? In itak je kratko življenje, ta leta hitro minejo in mislim, da je v življenju mnogo več od tistega, kar nas učijo v šolah. Seveda se veliko učimo lahko tudi iz knjig in nekaj smo o knjigah že govorili danes, ampak jaz se moram dotakniti pa še ene knjige. Vidva sta skupaj napisala predgovor k slovenskemu prevodu svetovne uspešnice Radikalna remisija. Doktor Živan Krevelj, kaj sta želela sporočiti bralcem, publiki s tema pregovoroma? No, jaz to knjigo poznam praktično od takrat, ko je šla in sem imel vedno vsaj 10 izvodov v angleščini in sem jo dajal tistim težjim bolnikom, ki so rabili kaj več. Ker še posebej pri rak je res, to ni kar tako. To je največji učitelj, ki ga lahko sploh dobiš. In to pomeni, ali se boš pripravljen učiti iz svoje bolezni, nekaj spremeniti, ali se nisi, ne? Poznamo vse možnosti, ne? Če se nisi, potem nimaš veliko možnosti, ker rak je rak. To je realnost, ne moreš nikoli reči, to bo pa lahko ozdravljivo. Zato sem pa to knjigo zelo rad dajal, ker je ta ameriška raziskovalka pravzaprav raziskovala, kako so težki bolniki z rakom v 4. fazi bolezni preživeli. Kaj so počeli drugače od tistih, ki so pač normalno umrli v tej fazi. Takrat je ponovadi stvar nekaj tednov, pa greš. Ne? No in ona je vse te, bi rekel, pristope k lastnemu zdravljenju strnila v 9 poglavij in zgolj 2 poglavji sta fizični, se pravi sprememba prehrane, pa vsi dodatki, ki so jih ljudje jemali. Vse ostalo se nanaša na bodisi na vero v ozdravitev,
potem v razne, bi rekel, duhovne pristope, meditacije in tako naprej, s katero so si ljudje pomagali, da so, ker nekaj treba vedeti, ne? Ko imaš enkrat tako bolezen, ponavljanje istega, kar si do zdaj delal, ne bo pripeljalo uspeh. Nekaj moraš zelo spremeniti. To pomeni, ne, da moraš, prvič, moraš imeti veliko vero, ampak moraš pa tudi zelo veliko energije vnesti v to, da se bo nekaj zgodilo, da so nekaj spremenili. Ti ne moreš pasivno tam sedeti, pač tako je, vse je itak konca. Ne. Če boš tako razmišljal, je konc. Je pa izjemna moč duha in o tem recimo tudi veliko je o tem pisal in govoril dr. Bruce Lipton, profesor medicine, o epigenetiki, ne, pomeni, kakšna je vloga notranjega okolja in predvsem najmočnejše v notranjem okolju je pa seveda duševnost na to, kaj se ti dogaja v življenju. Ne. Lahko imaš ti gen za nekega raka, ampak ne dobijo ga vsi. Raka dobijo samo nekateri. Ostali, če živijo na drugačen način, se pri njih ta gen ne izrazi. In to je ta skrivnost življenja. Ne? In te, ki so uspeli, so začeli početi stvari drugače. Najdli so nek motiv za življenje, recimo Boris svoje otroke in vnuke, drugi, kaj drugega. Ne? Se pravi, aktivirati je treba svojo energijo, početi nekaj drugače in ta knjiga je dejansko zakladnica. Ne? No in ni presenečenja, da sta vidva oba napisala predgovor, kajti Boris je seveda uporabil svoje izkušnje in zelo fino je za naše gledalce, da je zdravnik potrdil Borisu vse to, kar pripovedujete in ste pripovedovali. Tole me še zanima, dr. Živan Krevelj. Številni pacienti pridejo k vam šele takrat, ko so izčrpali vse ostale možnosti. To drži? Ja. Zakaj ne pridejo prej? Zakaj smo ljudje tako? Če je treba avto servisirati, vemo, enkrat na leto ni variante, da bo zamudil tehničen pregled. Svoj tehnični pregled pa včasih človek kar malo pozabi. Ne? Ja, se strinjam. Ja. Bi rekel, pri lastnih tehničnih pregledih smo včasih malo lenobni. In rabimo še malo močnejši signal, da se zavemo, da je treba nekaj narediti. Tudi jaz sem med njimi. Recimo letos se obadam s piriformis sindromom, to je ena mišica, ki je zelo boleča in ki enostavno noče spustiti. Se pravi, zdaj sem že našel pot do cilja, ampak dolgo sem rekel, se bo že, ne? Ne, se enostavno ne posvetiš temu. Ko se začneš pa sabo ukvarjati, vzameš lastno intuicijo in se začneš ukvarjati z lastnim telesom, ugotoviš, kaj si narobe počel, seveda so lahko tudi kakšna duševna podstat, ki te pripelje do tega stanja. In po eni strani so te zadeve res neke vrste darila, saj nam pomagajo, da se začnemo drugače vesti in da začnemo raziskovati lastno telo in napredovati. Ko sem danes oba poslušal v tej fazi pogovora, počasi gremo proti zaključku, sem zaznal eno skupno misel, ampak povedala sta jo vsak na svoj način, da je potrebno poslušati sebe in svoje telo. Boris, stavek 2 o tem. Ja, kar 3, 4. Ker recimo, ko je bilo govora še o dr. Tagnerjevi knjigi Radikalna remisija, treba je povedati, da ona se ukvarja z integrativno onkologijo. Se pravi, je profesionalc, doktorica na tem področju. Potem, ko smo govorili o dr. Bruce Liptonu, midva se osebno poznava, sva bila skupaj, on je tukaj naredil, on je že 67 leta na Stanfordski univerzi kloniral celico. In ta gen, v bistvu sta dva, BRCA1 in BRCA2, je dokazal, da v 67% ljudje, ki imajo gen, se pravi v 67% zbolijo, ostalih 33% pa ne zboli. Zakaj? In on je tukaj dokazal, da so naša prepričanja, naš pogled na se, na druge, na svet, tista, ki odločajo. Kot smo recimo, kar se tiče raka, najbolj pomembna stvar, še to bi dodal, ne, vsak svoj predgovor so napisala, ne, tako da se niso mešala z energijo, ne, ampak je bila pa
skupna točka. Jaz sem tukaj predvsem napisal to, ker ljudje se vedno, ko dobijo hudo diagnozo, ljudje se vprašajo, v redu, to se nekje po svetu dogaja, to je v Ameriki, to so raziskali ne vem kje. Jaz sem pa opisal svojo izkušnjo razlog tega, da povem, tukaj sem. Tudi v Sloveniji to deluje, tudi v Sloveniji se tukaj dogaja. In še nekaj, kar je bilo lepo rečeno, ko ljudje razmišljamo, mene so velikokrat po prvi bolezni vprašali, so rekli, gospod Vene, dajte nam prosim zaupati, kako ste vi pozdravil raka, oziroma kako ste premagal raka. Sem kot prvo, to, kar si ti rekel, kot prvo, jaz ne premagujem svojega učitelja. Rak, jaz ga nisem premagal, ker rak me je prišel kot učitelj naučiti, da je strah tisti, ki ubija. In rak me je v bistvu prišel pozdraviti. In to je tisto, kar je treba. In tako kot si lepo rekel, zato sta tako kompatibilna. V bistvu življenje treba gledati celostno z veliko več nivojev. Ali je narobe, še tole vprašanje za vas, dr. Živan Krevelj, ko pride recimo pacient k vam in seveda pride z nekim problemom ali pač potrebuje nasvet, ne? In morda začne, predno se odpre in reče, mene je pa zelo strah, mene pa skrbi. A je to slabo? Ne, zelo radi imamo iskrene paciente, če že tega ne pove, ga že tudi hitro vidimo, da ga je strah lahko. No? Marsikoga je strah, ker ne vejo, kaj pričakovati, ko pridejo k enemu zdravniku, ki se s homeopatijo ukvarja. Ne? To je nekaj novega, tako da to je en korak v neznano. Ne? Pomeni, da je že dovolj motiviran, da bo nekaj spremenil. Ne? In dejansko res, da največjih ovir do ozdravitve je strah. Ne? Strah je, in če gledamo pa seveda težja stanja, kot so težki rak in tako naprej, je pa ta strah lahko zelo velik in te popolnoma usposobi. Tako da naloga tega učitelja, kot si ti omenil, ne? Rak je učitelj, velik, ne? Največji verjetno, kar se tiče fizičnih stanj, ne? Je, da nekako sprejmeš to, kar imaš. Ne? In se mi zdi, en tak napotek je, itak smo mi tukaj omejeno let in enkrat vsi umremo. Ne? Zdaj, eni prej, eni kasneje. In zdaj nekako se moraš sprijazniti s tem, da je to ena normalna faza, smrt je ena normalna faza v življenju. Ne? Ravno tako kot tkiva se prenavljajo s tem, ko ene celice umirajo, nastajajo nove celice. Ne? In tudi človeška družba kot taka, ne? Eni umiramo, eni nastajamo. Ne? In včasih so rekli, eno ujamo, drugo imamo. Ne? Tako da to je tak normalen potek. Tako da s tem, ko se nekako umiriš, umiriti se je treba in nekako sprijazniti s tem, kar je, in to ti da možnost, da nekako strah popusti. Ne moš mu pa reči, jaz pa ne moš, s tem ne moš delati na agresiven način, ker je to ista paradigma. Kot je strah, je, če smo jezni na njega ali karkoli, sprijazniti se moramo. Govorimo o strahu in zato bom zdaj zapeljal vprašanje vezano na strah. Mora biti koga v Sloveniji strah, ker je na mizi knjiga Memorandum slovenskemu narodu? Morda je lahko strah tiste, ki ne delajo za dobro Slovenije. O čem govori memorandum? Ja, memorandum je knjižica, ki nas je 15 avtorjev, smo nekako eno leto to ustvarjali. In cilj tega memoranduma je nekako opozoriti na trenutno stanje v Sloveniji in na naše želje po tem, kaj bi se lahko spremenilo, da bi bilo za nas tukaj vse lepše. In seveda nekatere stvari so sigurno lahko jemljajo kot pobožne želje. Je pa to mišljeno kot nek začetni dokument, ki se bo pa stalno nagradil. In seveda ljudje bodo dali svoje pripombe in svoje, bi rekel, nasvete, kaj bi bilo dodati dobro. In že zdaj smo dobili eno izjemno dober napotek, je, da se nismo lotili demografskega stanja. Ne? In to je dejansko res. Če bo šlo tako naprej, nas v 50 letih več ne bo. Ne? Tako da lepota tega dokumenta je, da skušamo nekako upozarjati na stvari, ki nas motijo v družbi, v tem, kako potekajo in kaj bi želeli, da se spremeni. In
Cilj je, da bi vsi v Sloveniji sodelovali v tem, kajti spremembe so možne zgolj od spodaj navzgor, ne od zgoraj navzdol. Omenili smo želje, pogovarjamo se o mesecu, ko je zelo veliko želja, praznični december, čudovito vse skupaj. Vi pa poznate, dr. Živan Krevelj, pa Boris, seveda tudi vi, tudi drugo plat, ne? Ko so lahko te praznični dnevi zelo emocionalno zahtevni in imajo ljudje vidne težave s temi stvarmi. Morda ob zaključku nek nasvet, neko razmišljanje, da ne bi ponavljali nekih napak, nekih vzorcev, ki gredo v nepravo smer. Ja, en izziv teh praznikov je, da to pač da je v bistvu to nek komercialen projekt, ki je zelo donosen. Seveda se pa nanaša na določeno dobo v letu, ko se dejansko dan najbolj skrajša in se začne ta obrat optimističen, ko začne spet pritekati več energije in se začne narava prebujati in tako naprej. In to so že stara ljudstva vedno praznovala to. In seveda to obdobje, ko marsikdo praznuje, je lahko tudi obdobje, ko je za marsikoga lahko to tesnobno, ne? Kajti recimo, da si osamljen, nimaš prijateljev, nimaš družine, si lahko v tem času zelo, zelo osamljen, ne? Tako bi rekel, ne, daje pa ta praznik, to praznično obdobje eno priložnost, da se nekako mogoče potegnemo malo vase in malo soočimo s tem, kjer smo in malo umirimo, ne pa da samo gledamo, da dirkamo po trgovinah in iščemo darila in tako naprej. To mislim, da ni smisel tega praznika. Smisel tega praznika je, bi rekel, praznovanje začetka novega. Boris, zaključna misel, kako bo ta praznovanje začetka novega, da nadaljujem od dr. Krevla, naj bi izgledala skozi vaš pogled, konec koncev, tudi skozi filozofijo gibanja Aktivno srce na kvadrat? Temelj je, da imamo jasno vizijo. Kaj hočemo v življenju imeti, kaj hočemo v življenju biti, kaj želimo v življenju postati. Ko ti imaš jasno vizijo, potem se ne prepuščaš določenim kratkoročnim užitkom, recimo preobilica hrane ali kakorkoli, ker veš, da s tem sebi škoduješ. Potem naslednja stvar, ki gre tukaj z roko v roki, jasno, je potrebna disciplina. Če gledamo, pa če sem na te vzhodne kulture, tako so mi zelo blizu, in če gledamo ga jogija, on ima disciplino. Tako da zraven je pa treba seveda, zdaj so časi, ko ne bi bili z družino. Ja, dajmo se posvetiti svoji družini, ker družina je temelj vsega. Tako da mogoče kot misel doživljamo, kar izražamo. Izražamo pa lahko samo tisto, kar smo prej zgradili v sebi. Spoštovana gosta, hvala lepo za to zanimivo oddajo, da smo v nekaterih temah pogledali tudi malce onkraj in prav je temu tako. Lahko bi še, ampak tehnični pripomoček, to je ura, pravi, da za danes je to. Vse dobro vam želim v prihodnjih tednih, mesecih, letih in kot smo rekli, 120 let naj se uresniči. Srečno. Ampak uživanja, da uživamo življenje in častimo življenje. Hvala za vabilo. Hvala lepa. Vam, cenjeni in cenjene, pa predvsem ostanite zdravi in poslušajte sebe in vaše telo in vaš um, kaj vam pravite, kajti potem bo, kot pravita moja današnja gosta, bistveno lažje za vse. Srečno.